Živjo družba, sem Sašo, nov obraz Lidlove kulinarične ekipe. Odslej bomo vsakih 14 dni ob petkih skupaj ustvarjali same sladke dobrote. Danes delamo beljakove rezine z limonino kremo. Med prazniki je ogromno ene peke in pogosto se zgodi, da ostane tu pa tam kakšen beljak ali pa rumenjak za porabiti. In današnji recept je namenjen prav temu, kako porabiti preostale beljake. Z njimi bomo naredili en super fino mehek biskvit, zunaj hrustljav, noter so oreščki, reče se mu dakva. Dopolnili ga bomo z svežo limonino kremo. Kaj čem še povedati? Dajmo kar peči. Dodamo 6 beljakov in jih začnemo počasi stepati. Šele, ko se beljaki pričnejo peniti, povečamo hitrost mešalnika in jih stepamo pri malce višji hitrosti toliko časa, da se začnejo tvoriti vrhovi. Nato postopoma začnemo dodajati sladkor. Postopoma dodajamo sladkor in stepamo do čvrstih vrhov. K mandljem in pistacijam dodamo sladkor in koruzni škrob. Dobro premešamo. Poglejte, kako luštna je tale naša meringa, čvrsta k hudič. Zdaj pa je čas, da noter dodamo mešanico pistacij, mandljev, sladkorja v prahu in škroba. Dodajamo jo pa postopoma in nežno vmešavamo, tako da ohranimo čim več zraka v naši meringi. Tako bo biskvit res fino puhast. V 3 rundah bomo dodali. K en oblak s pistacijami pa mandlji. Gremo naprej. Maso za biskvit enakomerno razmažemo po pekaču. Ta naj bo obložen s papirjem za peko ali silikonsko podlago. Dimenzij pa naj bo 30 x 40 cm. Celotno površino biskvita posujemo s sladkorjem prahu in prestavimo v pečico. Pripravimo kremo. K jajcem dodamo sladkor. Jajca in sladkor stepamo toliko časa, da se lepo razžvrkljajo in da se začnejo peniti, pa tudi malce se morajo posvetliti. Pol jih bomo pa temperirali z vročim limoninim sokom. Limoninemu soku dodamo limonino lupinico in zavremo. K rumenjakom počasi vlijemo polovico vročega soka in ves čas mešamo. Nato jajčno zmes postopoma vlijemo nazaj k limoninem soku. Mešamo in kuhamo na zmernem ognju 5 minut. Kremo sedaj precedimo, da se znebimo lupinic. Dodamo 3 grame namočene želatine in jo vmešamo. Postopoma dodamo še 100 g masla sobne temperature. Vse dobro vmešamo v kremo. Kremo sedaj postavimo na hladno za pol ure.
Takole, tukaj imamo naš ohlajen biskvit, ki sem ga preprosto samo malce obrezal ob robovih in zdaj ga moramo dobiti pa ven. Najlažje to naredimo tako, da vzamemo eno malo večjo dilo. Lepo pokrijemo. Res je fajn, da je čisto do roba, ker biskvit je rahel in se nam lahko zlomi ob robovih, če ni dovolj velika ta ledila. In se da obrnemo in upamo na najboljše. Ja, čudovito. Poglejte tale fantastičen biskvit. Kar voham pistacije. Zdaj ga pa sam še zmerimo, če imate kakšen boljši meter kot jaz ga nimam. Evo, 39, se pravi 3 po 13 cm. Biskvit narežemo na 3 enakomerne kose. Po 2 razporedimo limonino kremo. Dodamo še polovičke malin in sestavimo to slastno sladico. Fino je, da to zdaj ohladimo, lahko pa tudi kar takoj začnemo s končno dekoracijo. Nabrizgamo stepeno smetano. Posujemo s sesekljanimi pistacijami. Okrasimo z malinami in smo. No, pa smo prišli do konca našega videa za beljakove rezine z limonino kremo. Tole izgleda zelo dobro, poglejte tale prerez. Maline, krema, fin biskvit, diši, jaz tole moram probati. Ampak mislim, da bo tole preveč dober, da bi podelil s sosedi. Poglejte to. Meni gre vedno kocine po koncu, ko jem te dobre stvari. Hecam se drugače, ful imam hude sosede in jim grem zdaj na esten kos. Lepo se imejte, se vidimo čez 14 dni.